Nobeno drugo jutro ni bilo kot tisto, ko sem se prvič zbudila v njeni postelji. Ležala sem točno na sredini, kot nadev. Zraven mene bi lahko ležalo 5 deklet. Pomislila sem, da tako živijo bomboni v šumečih ovojih, dokler jih ne pojedo kakšna usta. V sirotišnici smo imeli eno samo odejo. Moja je zaudarjala po miših, lahko pa bi bilo še slabše. Stvari okoli mene so oddajale svetlobo, kakršne še nisem videla. Celo stoli, stene. Na oknu pa je bil nov svet. Veja s kapljicami kot biseri. Uročena žival. Na nebu so se prepletali vrhovi dreves in ptice. Do mene je prodrl glas. Si že budna? Odprl me je kot ključ in si poiskal prostor med rebri na levi strani. Vstala sem iz postelje. Imam mamo. Kakšen čudež, da nisem več sirota, in kakšen strah, da ne bi v sekundi to spet postala. Lastovka si mi dala ime in tako so me začeli klicati. 3 kose sem pojedla in ura je bila že poldne. Njen čaj je dišal, na kruhu je bilo maslo in na maslu med. Od prenajedenosti me je začelo boleti na levi. Plin je gorel kot moder lokvan. Iz radia se je lepo slišalo ljubezen, ljubezen, ljubezen. Tamara Pavlovna je poslušala in se s stisnjenih ustnic smehljala. Sobo je preplavila toplina. Razkazala mi je stanovanje in zunaj je padel mrak. Ta dan nosim s sabo vse države, v vseh mogočih stanjih. Ni mu para ne v denarju, ne v ljubezni. Nihče si me ni bolj želel. Niti vidva ne. Bil je ponedeljek, decembra. Od takrat se vsi moji meseci začnejo v ponedeljek, leta pa decembra. Snežilo je vso noč. Vogali dvorišča so dobili obline. Pobelilo je tudi zeleno in črno. Samo na vejah je rdeče žarela jerebika in na kanalizacijski cevi so se oranžno svetile morkovkine oči. Bila sem lepa kot še nikoli. Če bi to razumela, če bi takrat vedela, kako se življenju streže, bi vso to lepoto prihranila za pozneje. A tega nisem vedela. Bila sem še otrok, čeprav se je moje otroštvo že končevalo. Za ogromno denarja mi je Tamara Pavlovna kupila nova oblačila. Toliko naenkrat so zapravljali samo mladoporočenci ali mrliči. Izbrala sem najboljše, mi je rekla. Zapomni si to. Če hočeš komu kaj podariti, mu ne dajaj ponošenih reči. Zavrtela sem se na petah in ona se je zadovoljno zasmejala. Tudi na mrazu bi stala, dokler ne bi postala ledena sveča, samo da bi me videla dekleta v sirotišnici. Plašč z ovratnikom je imela, bi začele govoriti hudobnice in zasanjanke iz starejše skupine. Imela je škornje s krznom, bi nadaljevale mlajše, ki so bile žalostne in bolne. Sčasoma bi zgodba zbledela kot vse druge, o tem sem prepričana. Verjetno ne bi več snežilo. Morkovka bi postala pes in jaz fant. Tudi to bi bilo dovolj. Tudi to. V sirotišnici sem sanjala samo o eni stvari. O poročni obleki iz tujine. Šli sva mimo zidu, mimo kostanja, mimo vrta, ki je umrl od mraza. Sredi ulice je nek vesel moški z novo lopato trosil sol. Na tisoče bleščečih polmesecev iz soli. Na delo je vprašal Tamaro Pavlovno. Na delo mu je odgovorila in oba sta pokimala. V znak, da je vse dobro, delo in druge reči, sem jima pokimala tudi sama. Pred nama se je kot velikan po pijančevanju začelo premikati mesto. Prišli sva na nek čuden kraj, poln stvari, vendar brez ljudi. Ravno obratno, kakor sem živela do takrat. Na dvoriščih si lahko videl avtomobile, vendar brez čuvajev.
Na oknih so bile rože, vendar nobenega človeka. Zrak se je mešal z bencinom. Psi so bili zavaljeni in mirni. Na ulicah je gorelo na stotine svetilk. Kje je bilo stikalo? Kdo je pustil prižgano luč? Pod brezo je, kot bi jih kdo pozabil, ležalo nekaj praznih steklenic. Tamara Pavlovna se je sklonila, jih pobrala in jih dala v vrečo. V najni bližini nikogar, še ena laž. Vem, da ima vsaka stvar svojega gospodarja. Vsak gospodar ima pesti, past. Preizkusili bi me radi, zmedli. Mesto ni bilo kraj, ampak kazen. Prišla sem, da bi bila tepena namesto vseh drugih. Za vogalom nama je pot prekrižal moški, velik kot ulica. Spomenik. Sergej Lazo, heroj. Izvedela sem, da morajo heroji, če želijo, da jim postavijo spomenik, najprej trpeti. Laza so živega sežgali v lokomotivi, lahko pa bi bilo še slabše. Sergej je bil lep heroj. Desnico je imel iztegnjeno, kot bi hotel, da vsi obmolknejo, in njegov obraz je bil tako žalosten, kot bi že od malih nog vedel, da ga bodo živega sežgali. Lahko bi me zmečkal v pesti, sem pomislila. Tamara Pavlovna se je zasmejala in me potisnila naprej. Takrat sem opazila, da je njegov bronasti plašč odpet. To me je še posebej začudilo, saj sploh ni bilo vetra. Ni me bilo strah. Sem se pa vseeno vprašala, kakšni so meščani v resnici.